Občina Gornja Radgona v tem času praznuje 24. občinski praznik in v sklopu številnih dogodkov so ga počastili tudi v krogu športnikov v športno-rekreacijskem centru Trate. Z otvoritvijo so namenu predali telovadnico na prostem, motorični park z vadbenimi postajami, katerega izgradnja se je pričela v lanskem letu in ga je v celoti financirala občina Gornja Radgona v vrednosti 27 000 evrov. Za opremo so poskrbeli v Kreal inženiringu. Struktura vadbenih postaj pa je izbrana tako, da telovadnico na prostem lahko koristijo tisti najmlajši, kakor tudi starejši. Kaj pomeni ta pridobitev za občanke in občane, je povedal Stanko Rojko, župan občine Gornja Radgona. S tem dobivamo neke urbane vsebine, ki pa jih bomo uživali vsi, tudi tisti, ki živimo na obrobju mesta oziroma širom naše občine. Nenazadnje se sem prihaja iz cele občine. Naš park na Tratah je odprt za vse občane in občanke. Seveda, od najmlajšega do najstarejšega ta zadeva, torej ta telovadnica na prostem je tudi mišljena tako, da lahko sem pride cela družina, torej detki, babice in pa tudi najmlajši in seveda tista generacija, ki še ustvarja, ampak ponavadi je tako, kot sem na začetku povedal. In tu v bistvu kažemo na to, da postajamo vsaj v delu naše občine tudi mestno urbano središče in da gre izkoristiti tudi to večjo koncentracijo ljudi v samem mestnem jedru, ki bodo, jaz verjamem, z veseljem prihajali sem in takrat po recimo temu napornem delu tukaj užili te sadove narave, ki jih pa na tem delu Trat vendarle je še dovolj. Na eni strani reka Mura, pa sicer na drugo stran Avstrija, pa vseeno neposeljen del in pa naš park meji na v bistvu mestni gozd, tudi v občinski lasti. Torej vse skupaj s tem prostorom bo po moji oceni dvignilo kvaliteto življenja v naši občini, zlasti pa v mestu. Kako priti do odločitev, kaj in kakšne športne objekte oziroma kakšne naprave postaviti, pa res je, ni tako enostavno. Tudi sam sem šel v nekaj mestnih okolij, kjer smo si skupaj pogledali tam, kjer kaj že stoji in potem sprejeli odločitve. Tudi kolegi, ki se na tem področju ukvarjajo poklicno, torej proizvajalci te opreme so nam pomagali, zlasti smo malce kukali preko ograj tovarne Elan, ki tudi je eden izmed proizvajalcev te opreme. Moram pa priznati, da sem osebno si vzel čas in sva z direktorjem občinske uprave hodila po Ljubljani. Ljubljana ima kar nekaj takih objektov in tam je padla tudi dokončna ideja, da se v Radgoni to mora zgoditi in res kmalu se potem začelo tudi dogajati. Dolgoletna želja, da bi v športno-rekreacijskem centru Trate v Gornji Radgoni imeli pokrito tribuno, se je udejanjila. Investicija strehe je vredna 146 000 evrov, pri čemer je 30 000 evrov primaknila Nogometna zveza Slovenije, ostali večji delež pa občina Gornja Radgona. Dela so potekala v spomladanskem delu, izvajalec pa je bilo podjetje Knuplež d.o. iz Gornje Velke. Na otvoritvi je Stanko Rojko, župan občine Gornja Radgona, predstavil obe športni infrastrukturni pridobitvi, pa tudi želje in hotenja glede ostalih športnih objektov v občini. Da bi vse to nadgradili tudi z dograditvijo objektov za notranje športne površine, torej z večnamensko športno dvorano pri osnovni šoli Gornja Radgona. To vsebino smo v bistvu že začeli, imamo tudi prvo odločbo o $500 000 nepovratnih sredstev za ta objekt, ki bo v celoti stal kar precej, ampak vseeno po tej poti, torej po vprašanju športne infrastrukture v samem mestu, ob mestu in občini gremo. Jaz sem vesel te pridobitve. Nogometno zvezo Slovenije je na otvoritvi zastopal njen podpredsednik Danilo Kacjan, ki je ob tem dogodku zbranim povedal. Ste naredili pravo zgodbo, ki je namenjena ne samo nogometu, ampak najmlajšim do najstarejšim. Vsi, ki imajo željo in voljo se gibati, kateri si nima pri tem parku voljo in željo gibati, mislim, da je težko. Mislim pa, da ni večje pridobitve za družbo, če imamo nasmejane ljudi, če imamo zdrave ljudi, in je verjetno največji kapital in ta streha pomeni, v bistvu malenkost, za kaj se mi pogovarjamo. Nogometna zveza Slovenije se je ob tej priložnosti odzvala še s tem, da je Radgončanom zaupala prijateljsko tekmo nogometnih reprezentanc U19, na kateri sta se pomerili Slovenija in Švica. Danilo Kacjan, podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, je bil nad celotnim dogajanjem na stadionu navdušen. Jaz sem zelo vesel, da sem lahko na takem lepem športnem objektu, kot je tu v Radgoni. Mislim, da se ga nobeden tudi v večjih urbanih mestih ne bi tega sramoval. Res je, da je ta projekt potekal že kar nekaj časa, še pod bivšim županom gospodom Kampušom,
gospod novo izvoljen župan, gospod Rojko je me poslal za to. Nogometna zveza je prispevala neki delež, zdaj, da bom rekel glih, v kakem znesku točno ne vem. Skratka, nam je interes, da podpiramo take sredine in če danes pogledate tudi v okolje, verjetno je bil vložek več kot upravičen. Če ne bi bil, ne bi bila danes tu prijateljska tekma, tu reprezentanc U19 med Slovenijo in Švico in sem prepričan, da Radgona, ki je neposredno meji na sosednjo Avstrijo, Radkersburg, ki tudi imajo lepi športni park, ampak mislim, da ta naš športni park nič ne zaostaja. In predvsem tu v Radgoni se v zadnjem obdobju odvija ogromno reprezentančnih aktivnosti, kar je tudi naš namen. To se pravi, da povezujemo šport tudi koristno z trženjem, ne nazadnje od gostinstva do vsega. In sem prepričan, da vsi ljudje, ki so bilo kaj pripomogli k tem lepem objektu, da si zaslužijo vso priznanje in zahvala. Glede na to, da ste pa pač rekli, da je tudi Nogometna zveza prispevala določen del, sem pa tudi sam zadovoljen, ki tudi prihaja kot predsednik medobčinske Nogometne zveze Murska Sobota, kamor neposredno tudi spada Radgona. To se pravi, da je dokaz, da Nogometna zveza ne vlaga samo v neke velike mesta, ampak tudi manjše, ker v bistvu, če bi samo v velikih, tudi v manjših mestih se igra nogomet, jaz pričakujem, da bo v Radgoni čim več mladih, starih in vsi, ki imajo voljo in željo se rekreirati, obiskalo ta športni center, ne samo ga obiskalo, ampak tudi primerno izkoristilo in bodo naredili za družbo največ. Obe infrastrukturni pridobitvi dajeta novo podobo športno-rekreacijskemu centru Trate, namenjeni pa sta športu, rekreaciji in kakovostnemu preživljanju prostega časa domačinov.